15-letni Žan, na odru sam s kitaro, v Stožicah, svoj tretji nastop. Bila je ena potem izkušnja, ki je bila mogoče zame tudi ena izmed težjih. Me je potem to, pahnilo v eno obdobje, kjer se je čas začel odvijati zelo hitro zame. Je dobra debata, ki jo lahko odpreva in je zelo široka, ne glede na to. Moj prvi povratnik. Sem jaz. Ja, nikoli še nisem gostila eno osebo dvakrat, tako da Žan Serčič, lepo pozdravljen. Draga živa, lepo pozdravljena tudi ti. Vesel sem, da sem spet tu in včeraj sem si pogledal ta podcast čisto hitro, par minut. Tudi jaz. In sem bil, wow, kar nekaj se je spremenilo. Po drugi strani se ni kaj dosti spremenilo, zato ker še vedno delam to, kaj imam rad. In po drugi strani pa, ja, mislim, da imam manj naglasa. Ja. Tako da zdaj moji štajerski kolegi, a to zdaj še enkrat povem? Ne, v redu je. Telefonček ti je pada. Okay. Moji štajerski kolegi bodo mogoče malo me gledali po strani. Kje je štajerski naglas? Ja, pa ti je okej, da si izgubil naglas? Svoj domači naglas ali... Ja, mislim, nimam zdaj težav s tem. Prevzel sem nek drug naglas, glede na to, kje se gibljem največ. In to je logično, se mi zdi, glede na to, da večino časa preživim s svojimi kolegi zdaj tukaj v okolici Ljubljane. Studio se je spremenil v tem času. Midva sva snemala prvi podcast. Hvala. Julija 2022. Zelo lep studio, bravo, čestitam za ta upgrade, je kar precejšen. Ja. Ko sem tudi videl včeraj ta posnetek, sem se malo spomnil in danes, ko sem prišel vsem noč, sem rekel, wow, ok, ste kar naredili upgrade. Imaš malo več prostora, če ne drugega. Ma nekako, v redu občutek je. To je pomembno, da se ti dobro počutiš. Enako. Tako. In kaj je največja sprememba v teh 2 letih? Si pomislil, ok, ko si včeraj malo pošpegal? Ja. Težko reči, kaj je največja sprememba. Mislim, da je tok življenja vsakega od nas, ne posameznika, je to, da se spreminjamo kot osebe. To se potem na različnih področjih odraža. Recimo tudi snemalec je rekel, a sem bolj na bildu? Pa nisem, ampak sem kvečjemu shujšal. Ampak je očitno ta neka prezenca drugačna in sploh mogoče v teh letih, zdaj, ko sem se preselil toliko stran od doma in tudi začel bistveno drugače živeti in tukaj bi rekel, da sem recimo v zadnjih 2 letih odrastel, postal odrasel človek, postal moški. No. Tako da to je ta največja razlika verjetno, ki se pa pol odraža in pri moji kreativi in pri mojih pesmih in pri verjetno obnašanju. Ne. Ja, naslednje leto praznuješ 30 let, ne? Res je. In 15 let obletnica tvojega glasbenega ustvarjanja. Ja. Zdaj se vse to ful povezuje, govoriš o spremembah, spremenil sem se, evo, naslednje leto 30. Ja, ne, v bistvu sprememba je konstantna stvar pri meni, glede na to zanimivo, oziroma je dobra debata, ki jo lahko odpreva in je zelo široka, ne, glede na to, da sem 15 let nazaj začel ustvarjati glasbo in prvič bil pred žarometi, pred kamerami, medijsko izpostavljen. V šovu Slovenija ima talent. Tako, praktično ste me lahko videli odrast. Ne samo kot artista, kot glasbenika, ampak tudi kot osebo. Se pravi, kdo je zdaj ta Žan, ne, ki je takrat pri 15 letih prvič prišel pa dal intervju. Ne. Tistega Žana praktično skoraj da ni več. Ne. In je skozi leta eno to obdobje, 15 let se meni tudi zdi toliko dosti, ne? Ampak hkrati se je pa to zgodilo vmes, da bi lahko rekel, da je minilo 30 let vmes že kariere. Zato, ker sem na srečo bil zelo radoveden in zelo sem se prepustil tudi toku. Imel sem tudi in še vedno na srečo imam to iskrico po radovednosti in po temu, da raziskujem sebe kreativno in svoje pesmi in grem nekako po temu, da moja osebnost in to, ki sem jaz trenutno, odraža se v mojih pesmih in to je teh 15 let res jasno bilo vidno. Ne. Od teh intervjujev, ne nazadnje 2 let nazaj intervju, do recimo pesmi 10 let nazaj, 15 let nazaj in je
tako lepo je pogledati nazaj. No. In ta v bistvu cifra 30 ne pomeni mi kaj dost, veselim se tega novega obdobja v življenju. Pa verjetno je vseeno noro pomisliti, da je to v bistvu polovica tvojega življenja. Ravno 15 let, ne? Da že polovico mojega življenja to delam in se s tem profesionalno ukvarjam, v resnici sem zelo hvaležen za to, da lahko to počnem, ne? Ker ko sem začel delati to in ko sem prvi komad izdal, sem glede na moje predhodne, bom rekel, vzorce tudi in tako se mi zdelo, se to itak bom dal en komad, 2, 3 ven in pol bo ljudje skapirali, da itak nisem dosti dober, pol pa več ne bom nikjer. In zdaj pa sem vesel, da mi je uspelo to nekako obdržati in najbolj sem hvaležen ljudem, ker zaradi njih lahko to počnem. Ne? In publiki, ki prihaja na koncerte in ljudem, ki to poslušajo in na YouTubeu in na radijih moje pesmi. In je res en tak občutek, težko ga je opisati. Ne? Sej hvaležnost in veselje, pa to je vse lepo, ampak premalo je to nekako, glede na to, kjer je občutke lahko človek doživi, da že 15 let lahko to počne. Ja, težko je to z besedami opisati. Pa rekel si, da lahko mi kot gledalci pogledamo tebe od 15. leta naprej, torej. Kdaj si pa ti nazadnje pogledal recimo svoj posnetek, audicije? Iskreno, težko sem gledal recimo te posnetke. Tako nekako mi je bilo nerodno gledati tega Žana. Zdaj kakih mogoče 2 leti nazaj sem se šele nekako sprijaznil s tem, da pač res nisem imel pojma, kaj delam in da je okej, ker noben nima pojma in ne ve, kaj dela pri 15. In sem si rekel sam, objavil bi tega malega Žana in mu rekel, vse bo vrelo, ti sam vztrajaj, vse bo okej. Ne. Ja, pa bravo za pogum, ne? Ja, ne, vseeno sem izgledal nekako suveren, pogumen fant, ne, ampak občutke, ki sem jih takrat doživljal, so bili daleč od tega. Ne. In verjetno zato mi je bilo to težko gledati, ker sem mogoče lahko podoživel te občutke še enkrat. Ta neka nesigurnost, nek prestrašen Žan, kdaj bo ugotovili, da nisem dosti dober, veš, ta moment. In zdaj, včasih smo v družbi, recimo moji frendi, in pogledamo kak ta star posnetek in se iz katerega se res konkretno nasmejimo. In po drugi strani se mi pa zdi tako cute. Ja, in tako. Misliš, da bi se vse razvilo drugače, če ne bi šel na tisto audicijo? Ali? Ne vem. Ja, ne vem, vprašanje. Vprašanje, mislim, da je neka ta gonilna sila moja in ljubezen do glasbe bila prisotna že od zelo majhnih nog. In že v ranih letih sem kazal to neko veselje in pevski talent in kitarski talent. Tako da ne vem, kam bi me pripeljalo to in kdaj bi se nekaj zgodilo ali nekaj premaknilo. In še danes ne vem v bistvu zakaj in kaj me je v bistvu pripravilo do tega, da sem se prijavil na tisto audicijo. Pač ko sem začutil takrat in sem rekel, pa dajmo videti, dajmo probati, pa da vidimo, kam me to prinese. In sem zelo vesel za to, ker je to bila ena potem izkušnja, ki je bila mogoče zame tudi ena izmed težjih, zato ker je me potem to, bom rekel, pahnilo v eno obdobje, kjer se je čas začel odvijati zelo hitro zame. Ne? Se pravi od tega, da te ne poznajo, do tega, da te naenkrat nekateri ljudje poznajo, ampak še nimajo neke jasne slike o tebi in zdaj je na tebi, da jim daš to jasno sliko. Čeprav ti nimaš jasne slike o sebi, ker si 15 let star. Ne? Ja. Zdaj moraš ti hkrati ustvarjati in neko to svojo identiteto izklesati. In potem je to lahko včasih težko za otroka. Ja, itak. Mislim, 15 let, to je 9. razred. Ja, ali pa prvi letnik. Prvi letnik je bil takrat, ja. Prvi letnik. Katero pesem si pa odpel? Če grem po vrsti, se pravi audicija Break Your Heart. Si jo še zapel pa kdaj? Ja, sigurno ali pa da bi jo zdaj?
Da bi zdaj neč dolga nisem. Ne. Ampak spomnim se, I'm only gonna break your heart. In pol kao, jaz nisem lomile ženskih src. Zakaj sem pa pol šel na audicijo z I'm only gonna break your heart? Ne. Ampak ne, takrat mi je bila pač pesem všeč in prišel sem s kitaro, jo odpel in na srečo je to poželo nek dober odziv. In potem v polfinalu Grenade, tudi Bruno Marsa. Bruno Mars je še danes eden izmed mojih najljubših artistov. In v finalu še enkrat Tyler Cruz, Dynamite, ki je bolj energična pesem. In sem mogoče tu šel malo čez sebe takrat in sem mogoče od sebe pričakoval več. Kar je potem tudi rezultiralo, da je moj finalni nastop bil še najmanj suveren v resnici. Ne? Ker je tudi bilo moj tretji nastop v življenju, kot sam na odru, v Stožicah. Ja. Aha, takrat je bil še v Stožicah. Ja, mislim, da takrat bila edina sezona, ko je bila v Stožicah. Če se prav spomnim. No, da ne bova v detajle šla, ampak ja, 15-letni Žan, na odru sam s kitaro, v Stožicah, svoj tretji nastop. Noro. Zdaj mislim, da bojo poslušalci šli najprej gledati te 3 nastope, Slovenija ima talent, potem pa še prvi podcast, da si ogledajo. Res, dajte, no, če najdete to, mi pa pošljite, zato ker še jaz sam ne vem, kaj je to. Sigurno ima Pop TV v nekem arhivu, ampak lepo bi bilo to za videti, no, spet. Ja. Trenutno se pa na radijskih postajah vrti tvoja pesem Brez tebe ne znam. Zelo lepa baladica, je balada. Je, sigurno. Ja. Tudi zelo je priljubljena, vidim, odziv je bil fantastičen. V resnici, ko zelo težko je definirati, kaj je balada, kaj ni balada, in to mogoče lahko po nekem v glasbenem žargonu lahko rečemo, da je to tempo, da je to neka hitrost pesmi. In to je v resnici mid-tempo pesem, nekaj srednjega. Ampak v zadnjem času v bistvu opažam, da je najbolj pomembno to, kako ljudje dojemajo to pesem, in ljudje to pesem dojemajo kot balado. Se pravi, ljudje odločajo o tem, kaj je v resnici ta pesem, majority. In pesem, kot je Brez tebe ne znam, se mi zgodi, ne vem, na vsakih par let. In kako se mi je zgodila ta pesem, sem vedel takoj, ko sem jo začel pisati, da sem se povezal z enim ful globokim delom sebe, ki sem ga mogoče premalokrat izrazil, premalokrat povedal, ampak se mi je mogoče zdelo prav potem, ko sem bil sam in pred očmi dobil ljudi, ki jim premalokrat pač povem, koliko mi pomenijo. In tudi vsem nam se nam včasih zdi to, da imamo ta moment, ko smo s sabo in pol se nam zdi brez veze, da bi te osebi to povedali, jo poklicali in napisali. Si mislimo, sej bomo naslednjič. Ali pa sej ve. Ali pa sej ve, ali pa sej daj, kaj imaš zdaj. In v refrenu je en stavek, ki ti pokazati ne znam. In to je, mogoče sem najprej mislil, da gre za eno himno moških, ki svojim ženskam to povejo ali pa dajo naprej, ker marsikdaj moški mogoče ne znamo svojih čustev tako izraziti, se bojimo jih izraziti ali pa kakorkoli. Jaz na srečo imam pesmi, da se lahko skozi pesmi izražam tako, ampak potem, ko sem začel pisati kitice, sem začel pred očmi dobivati mamo, očeta, mojo sestro, nečakinjo, prijatelje, tako ozek krog in celo mojo ekipo, celo mojo publiko. In sem ugotovil, da ta pesem presega neke te meje tega, kar sem mislil, da bo na začetku. In tudi kasneje se je na srečo izkazalo, da se je pesem dotaknila ljudi na tak način, da z enim takim preprostim stavkom, kot je refren se začne z Rad te imam in na koncu refrena Brez tebe ne znam, je ena besedna zveza, ki jo lahko in star svojemu otroku pove, in prijatelju pove, in partnerju. In tudi sporočila, ki jih dobivam na račun tega komada, so res prelepa. Od tega, da nekateri to pesem posvetijo svoji partnerki ali pa partnerju, ki sta že 40 let skupaj, do tega, da imajo nekateri to radi svojega psička, da začutijo to ljubezen pri tem komadu, in
do tega, da sem dobil sporočila, da je ta pesem nekoga spomnila na njegovo mamo, ki je že 3 leta ni med nami. Se pravi, to je meni nekaj, kar mi je bilo čisto fascinantno, ne, da mi je uspelo v eno pesem zajeti toliko enih občutkov, ki so pa v resnici en generalni občutek in to je ljubezen. Ljubezen do marsičesa je to lahko, ne. Do osebe, do tega, kaj počneš, do bilo koga. Ja. Vse veš, ljubezen nima omejitev. Ne, sigurno ne. Pa tudi noben od nas je v resnici ne razume popolnoma. Ja. Tako da težko bi jo omejili, ne, zaradi tega. Je to potem ena tvojih malo bolj osebnih pesmi? Si res izhajal, glede na to si rekel, da si res v neke globine šla? Vse so. Vse moje pesmi so v resnici odraz tega, kako se počutim in kdo sem. Tako da težko rečem, da je ta bolj osebna od drugih, ampak uspelo mi je v tej pesmi nekako odpreti del sebe ali pa odkriti del sebe, ki se je na srečo povezal z tolikimi ljudmi in je mogoče dal nekateremu misliti, ja, saj se tudi jaz tako počutim, da je Žan to nekako zajel v to pesem. In ko jaz to pesem poslušam, lahko končno razumem sebe in lahko se poistovetim s temi občutki. In to je meni največja umetnost bilo kakšne umetnosti. Ne, ali to glasba, ali to slika, ko jo pogledaš in imaš neko to vizijo in neke občutke, ki te preplavijo, ali gledaš dober film, ali karkoli. Ja, itak se pa zelo razlikujemo, kaj se nas dotakne. Sigurno. V določenem trenutku, kaj bo to pesem. Sigurno, nekoga moja pesem sploh ni premaknila, ali pa se mi zdi pač, da mu nič ne pomeni. Ne? In spet nekoga, tako kot sem prej povedal. Si pa potem, oziroma ti je uspelo vse to združiti še v video različico. Zbral si nakupen kup ljudi in res to še potem vizualno prikazal. Ko smo brainstormali z ekipo za ta video spot, sem jaz že prišel z konkretno idejo na sestanek in sem rekel, da želim ponovno vključiti vse, ki si želijo biti zraven in so del moje kariere že toliko časa in to so moji fani. In na socialnih omrežjih, na srečo, ne, to je ta dobra stvar. Ja. Dobra stran socialnih omrežij je to, da je tukaj ena skupnost, ki jo lahko povabiš k sodelovanju. In na začetku se je to ekipi zdela super ideja, ne? In brez pomislekov so rekli ja, ko so dobili več kot 500 mailov, ki so se prijavljali, se jim več ni zdela tako dobra ideja, ne? Ker so rekli, Žan, kako bomo mi to pravočasno, če vse te maile šli, ampak so čisto vsak mail so odprli, so pregledali in so na koncu izbrali eno ekipo ljudi, oziroma smo potem v nekem možjem izboru to izbrali, ampak meni je to tako težko, ker jaz bi kar vse povabil. Ampak je bilo lepo videti to, ne, več kot 1000 ljudi je to, ker so se prijavljali po skupine, 3-4 ljudi. In so si želeli biti enostavno zraven, ne. In tudi ena taka hvaležnost preplavi, ne, koliko ljudi je zdaj del tega, te neke ideje Žan Serčič, ne. Jaz pač enostavno se poistovetim popolnoma s tem, ker odražam sebe, ampak jaz sem še vseeno Žan, ne. Zdaj mi vsi skupaj smo ustvarili to, da je Žan Serčič ena ideja o tem, kakšne pesmi nastajajo izpod njegovih rok. Ne? In jaz ne morem verjeti, da toliko ljudi hoče biti zraven tega in del tega. In najlepši del je bil to, kot si rekla, posneli smo video spot, spoznal sem vsakega izmed njih, z njimi spregovoril besedo, 2 in to niso bili igralci plačani. Ne? To so bili enostavno ljudje, nekateri od njih, oziroma večina so bili prvič pred kamero. In so enostavno odražali in izražali svoje dejanske občutke. Pristno, ja. Pristne, iskrene emocije med njimi, ne. V odnosu mama, sin, 2 sestrici, potem starejši dvojčici in pa starejši par. Ne. Vse si imel pokrito. Nekako, ja, te občutke, ki sem jih tudi čutil takrat, ko sem pisal to pesem. Lepo. Nekaj posebnega, ja. Tudi meni se zdi, oziroma meni bo ta pesem in video spot in ta cel projekt ostal zavedno v nekem res lepem spominu in vidim, kako je za jadro tudi naprej do ljudi. Ta vikend smo imeli koncert v Dravogradu in sem videl ljudi jokati,
ko sem to pesem začel igrati. Si tudi ti postal čustven? Ja, jaz sem postal, marsikdaj postanem čustven na koncertih, ampak nazadnje sem se zelo težko zadrževal, priznam, na Vurberku, to je v bistvu en ta dost domači kraj, so to moj. In je bila tudi moja mama na koncertu in sem pred tem komadom začel govoriti o tem, koliko mi pomeni ta najin odnos in da sem imel tudi njo pred očmi. In že takrat sem videl v publiki solze in potem sem še jaz začel nekako, so se mi začeli nabirati v oči, ampak smo speljali komad do konca. Je lepo, to je verjetno tudi tvoji mamici veliko pomenilo. Jaz mislim, da je. Ja, itak da je. Kako pa ohranite odnose, glede na to, da je večinski del pri Mariboru, ti zdaj v Ljubljani? Odkar sem se odselil iz mojih domačih krajev, se je najin odnos z mamo ali pa tudi z v bistvu celo mojo družino ožjo samo izboljšal. Se mi zdi, da ko se malo dališ, šele vidiš, koliko ti ljudje pomenijo. Koliko, da te v bistvu toliko stvari veže nazaj na to in te definira in ti vedno nekako da en center in eno ravnovesje, ko imaš te ljudi v življenju, ki te poznajo že od malih nog. Po eni strani je to lahko dvorezni meč, zato ker za artista je zelo dobro, da sam ustvarja neko svojo vizijo in svoj imidž in težko je to ustvarjati v domačem kraju, kjer te vsi poznajo in vsi mislijo, da si ti pač ena stvar, katero si on interpretiral. Tako, pa takšen, kot si bil mlad, ne? Tako je. In to je recimo Sting je rekel, kaj je prva stvar, ki jo moraš narediti, da si uspešen glasbenik, več kot 300 km stran od doma se odseli. To je prva stvar. Ker doma imajo vsi ene ideje o tem, kdo si ti in potem te ideje ti na sebe slikaš, da si pač to res ti. In to je res bilo. Na nek način, ko sem se preselil stran od doma, to zdaj samo zase govorim, da sem jaz to začutil, ne govorim, da je to recept ali pa da bi kdorkoli to mogel narediti, sem začutil, kdo je zdaj ta Žan, ki si jaz želim, da bi postal. In kdo je zdaj ta Žan, ki si ga želim ustvariti. Kdo bo Žan čez 5 let, kdo bo Žan čez 10 let. In šele takrat, brez vseh teh nekih idej o tem, kdo si in predsodkov o tem, kdo si drugi mislijo, da si, sem lahko mogoče začel na tem delati. Zaživiš izven okvirjev, ne? Ja. Nič več te ne veže. Ja, sigurno. Vežete pa do konca življenja ena stvar in to je družina, ne? Vežete to, da ne glede na to, v kaj se spremeniš in kogarkoli se spremeniš, je meni družina vedno ostala ob strani. Lepo. In tu so se verjetno naše vezi še bolj zbližale, ne? Tako da bi upala trditi, da je bila ta pesem najprej za mamico namenjena, da si mogoče o tem odnosu malo razmišljal. Sigurno je mami prišla mi na misel, ko sem to pisal. In tudi nekako cela moja družina, cel moj krog ljudi, ki mi veliko pomenijo v življenju. Lepo, zelo lepo. Pa še oni imajo eno tako pesem zdaj. Ja, enostavno jaz, ko me vprašajo, dostikrat mi rečejo, za koga je bila ta pesem napisana. Ta pesem sigurno mogoče, ali pa nekatere pesmi govorijo o nekom, ki je v mojem življenju bil del mojega življenja in je zbudil neke občutke v meni, ampak za koga pa je ta pesem? Ta pesem je za vse, ki se najdejo v njej. Ta pesem je za vse, ki v njej začutijo nekaj, kar lahko na svojo percepcijo ali pa svoje občutke povežejo. Vsakdo potem dojame drugače. Ja. Sigurno. Zdaj pa si napovedal tudi koncert, pa se bo kar hitro. Čeprav je aprila, ampak glede na to, kako čas beži v Cankarjevem domu. Ne, jaz ne morem verjeti. Danes sem glih dobil, ne vem, kdaj bo šel sicer ta podcast ven, ampak danes je manj kot en mesec od tega, kdaj smo napovedali koncert in smo presegli cifro, da smo prodali 1000 kart za koncert v Cankarjevem domu. Tako da bo to dost hitreje se napolnilo, kot sem pričakoval in spet še en občutek hvaležnosti, ki ga lahko ima nekdo, ki dela tak koncert.
Ampak ja, s frendi se hecamo, so rekli, jaz bom imel 30 v Lovskem domu, ti pa v Cankarjevem domu, ali kaj. In to je, in sem rekel, ja, in pripeljte svoje punce, ne. In se vidimo tam in to je koncert, kjerega sem mogoče, o katerem sem sanjal in vedno, ko sem sanjal o njem, me malo tako stisnila, to so pa kar veliki čevlji, v katere stopiš. Cankarjev dom, Galusovo dvorana, najbolj nekako prestižna dvorana v Sloveniji in tudi največja v tem merilu. Zelo lep ambient, Zelo posebno bo. Stal sem enkrat že na odru tam, na eni prireditvi in se ti malo zatresejo hlače, ko vidiš tam prvi balkon, drugi balkon, ne. Tako en poseben občutek je, ne. Pa smo imeli recimo koncerte, letos smo imeli koncert v Križankah, ne, ko gre skoraj 3-krat več ljudi tja, ne. Ampak pa tudi magičen ambient, super in ko me čakam, da bom spet delal Križanke. Ampak Cankarjev dom je neki sinonim za, kaj bi rekel, en naslednji korak, ne. Se pravi, jaz, ko sem se vprašal, kaj se zdaj spodobi za enega 30-letnega Žana, ne, kaj si on želi, gremo se obleči v ene ful elegantne obleke, povabiti moje frende iz 15 let kariere in tudi povabiti in razširiti zasedbo v godalni kvartet in mogoče dodati na klasične inštrumente, ki bodo ta opus 15 let na tak način naslikali, da je to zdaj eno novo poglavje. In točno to si predstavljal? Ja. Dobro. To je neka moja vizija in predstava in se itak že zelo, zelo veselimo vsi. No. 25. april je to v Cankarjevem domu, tako da vabljena tudi ti. Hvala. A imaš prav aprila drugače rojstni dan? Ne, imam v bistvu 14 dni kasneje, oziroma imam več, okej. 13. maja. Sem jaz rojen. Da ne bo preveč pritiska še za to, da imaš rojstni dan in tako velik koncert. Ja, ampak nekako sem itak rekel, glej, to je pač moja 30-ka letos. Je verjetno je tudi malo težko, glede na to, da si že stal v Križankah, kaj je tisti naslednji korak, ne? Zdaj, šel si na manjši, ampak ja, ima ta dvorana nekaj drugega, posebnega energijo, ne? Ja, vedno je to vprašanje tako filozofsko lahko, ne? Ja. Tudi, kaj je naslednji korak? Mogoče malo tudi nehvaležno, ne? Ker v bistvu veliko si že dosegal, zakaj še vedno več, ne? Ja, in pol ko se to vprašam, pa si rečem, zakaj še vedno več, ne? Ne zato, ker bi jaz to moral ali pa si želel nekaj pretirano doseči, ampak zato, ker sem zaljubljen in imam zelo rad to pot do tega. Se pravi, mene ta pot do tega koncerta in ta moja vizija in želja potem, da tam dam ljudem nekaj, kar bo rekli na koncu, wow, to mene driva, ne? To je neki ta faktor, ki me vleče naprej. In ne to, da zdaj, ko bom pa to, ok, pol bom pa res dober. Pol bom pa lahko srečen ali pa karkoli. Ja. Ampak verjamem v to, da si moramo kot ljudje nekako postavljati skozi neke nove stopničke in se veseliti nečesa. Vsaj jaz sem tak, da potem imam rad en ta zakaj zjutraj. No ja, se to znadle, že smo različni, ne? Eni res potrebujejo te neke mejnike oziroma neke cilje, eni pa pač s tokom. Seveda. Vse tudi jaz sem s tokom. In recimo tak tudi delujem jaz v ustvarjanju glasbe, recimo, ne. Lahko je imeti neko vizijo, kako bo izgledal album na koncu, ampak če se v resnici in popolnoma ne prepustiš toku ustvarjalnem, si pokvaril, ne, cel proces. Zato, ker neke predstave o tem, kako bi zdaj najzvenel komad od Žana Serčiča, ne, se začnejo šele takrat, ko začnejo biti komadi uspešni. Ne, potem, ta je bil uspešen, se pravi, če naredim še enega na ta način, bi lahko bil uspešen spet, ne, ampak si je treba pustiti in to je mogoče najbolj strašljivo, ne, za nas, umetnike. Treba si je pustiti, se prepustiti temu toku ustvarjalnem in reči, ok, mene zdaj vleče v čisto neko drugo stvar. Ne vem, kako bo to publika sprejela, ampak
Vseeno pa publika je verjetno najbolj vesela in zadovoljna, če sem jaz iskren. Ja. In to začutijo. Pa se tudi spreminjaš, se ne moreš ves čas isto. Ja. Najbolj pa pomembno, da si iskren in delaš srcem, kar pa se vidi, da delaš. Hvala, živa. Hvala. Ker tudi kot to, ko si rekel, v 2 letih se je veliko spremenilo, razen tega, da delam še vedno to, kar imam rad. Ja, kot oseba se spreminjamo. Mislim, mogoče ene te prioritete, ki jih imamo v življenju zdaj, so drugačne in mogoče včasih je bila samo glasba in samo karijera in nič drugega. Zdaj, ko je, mogoče bi si ljudje mislili, da je obratno, ne? Da bolj, ko si uspešen, bolj ti mora biti to prioriteta, bolj ti mora biti to, samo to in nič drugo in o ničem drugem ne razmišljaš in sam za to živiš. In to je seveda en velik del mene, ne? Ampak ni pa žal samo to. Ja. In kaj sem v resnici, brez odnosov, brez nekih vez in vezi, ki sem jih spletel izven tega merila, kdo je Žan Serčič in koliko je uspešen. Ne? To je nekaj, o čem sem začel razmišljati v zadnjih 2 letih, medtem ko se nisva videla. Tako da to je ena izmed stvari še, ki se je spremenila. Ja. Čeprav omenjaš pa, mislim, vidi se ti, da imaš določene ljudi, ki so ves čas ob tebi. Tudi omenjaš te prijatelje iz Lenarta, ne? Da so nekateri pa isti ob tebi. So in predvsem sem zelo hvaležen za tako ekipo, ko jo imam in glasbenike, ki so zraven mene, ki verjamejo v mojo glasbo in vame in nič od tega ni obljubljeno, ne, da bo to karkoli naredilo ali pa da bo uspešno, ampak še vseeno so tam in toliko enih odrov smo dali čez in toliko enih radijev zjutraj in televizij zjutraj in iskreno je to vsem nam glasbenikom težko. No. Zjutraj se vstati, pa priti nekam, pa pet, pa nočem se smiliti ali karkoli, ker vem, da obstajajo dosti težje stvari za delati v življenju, ampak je pa to nek občutek, ko imaš take ljudi ob sebi, zelo lep. Si pa letos predstavil še eno novost, zdaj so na voljo tvoj osebni merch, ne? Imaš še nepar. Moj merch je zdaj na voljo že skoraj 2 leti in smo z ekipo, tudi ta ekipa, ki ustvarja merch, recimo, je ena izmed teh ljudi, s katerimi sem si blizu in ustvarjamo in skozi razvijamo neke ideje, vedno razvijamo neke ideje, ki bi lahko dodatno obogatile, ne, to mojo karierno pot in pa hkrati dale ljudem nekaj več. In sem zelo vesel za en merch, ki smo ga zdaj ustvarjali kar nekaj časa in smo brainstormali in sem potem jaz prišel na idejo. Nekaj mora biti čist preprostega, nekaj, kar lahko vsak podari, ali fant svoj punci, ali punca svojemu fantu, ali staršu, ali kakorkoli, in pa da ima nekako tako jasno povezavo s tem, da mu ta oseba ogromno pomeni. Ne? In se super poveže s tem, s to pesmijo Brez tebe ne znam. In pa tudi sem rekel potem, ok, če že gremo v to, da bo to isto ime merča, kot je pesem, si želim, da dam še nekaj več in glede na to, da je to en del tudi solidarnost, od vsakega prodanega para bomo dali 2 evra v dobrodelne namene. In to je tudi prvi merč, ki ima to. In to je recimo spet ena izmed teh idej, za katere sem zelo vesel, ne, da nastanejo. In če sva že pri njej, ne vem, če si videla, ampak sem malo skril, prinesel sem ti jih. Upam, da sem zadev številko, a sem nekaj takega. A imaš manjšo? Manjša. V redu je, si pri rokavicah, je okej. Bom šel v avto in bom zamenjal, evo, izvoli. Evo, zelo lepi. Da pokažemo še celo besedilo. Zelo lepo. Lep en tak projekt, ne, z osebno noto in Zmeraj se trudimo biti kreativni in kaj se tiče tega z merčom in sem zelo vesel, ko vidim ljudi potem nositi naše majčke, naš merč. Aha, vidiš? Ja. Lepo. Doskrat vidim. Ti imaš dokne gor? Nimam teh, ampak jih pa rad obujem. Zelo so kvalitetni, ker so tudi 100% narejeni v Sloveniji
In tudi ta gospod, ki je naredil te nogavice, je zelo fajn človek. In sem zelo vesel, da je to vse tukaj nastalo pri nas. Zelo lepo. Še bo prišlo kaj drugega ali ostajaš pri tem? Letos še sigurno prije nekaj drugega. Aha, ok. Ampak rad to sproti nekako odkrivam, ker tudi dost hitro grejo te stvari pri nas. Imamo neko omejeno količino, varianta nekaj 100 parov, recimo, smo dali narediti. In potem to, imamo radi tak limited edition serije. Ja. Potem pač grejo. Ni pa to zdaj, a veš, vseeno glavna stvar, ne? Ja. Glavna stvar je še vseeno glasba, pa to, kar predstavljam jaz skozi nekak moj življenjski slog in pa imidž, in tudi čutim neko odgovornost s tem, da sem vzor marsikomu mlademu. Ja, to je pa ena res lepa gesta. No. Pa nekaj novega. Mislim, zdaj se ne spomnim, da bi še kdo imel tako akcijo. Ja. Super. Sej, zelo nerad obešam to na neki velik zvon. No. Tudi nisem zato nikjer na mojih socialnih omrežjih to naredil in ponovadi kar tako radi naredimo, da zbiramo ta denar in ga potem imamo v enem skladu in potem se odločimo, glede na to, kaj se nam v tistem času zdi primerno, komu bomo to donirali. Enako sem tudi naredil pred časom, ko je bil čas poplav, se pravi, to lani avgusta. Sem potem en cel koncert namenil eni družini. Vedel sem, da bom ta koncert pač dal na stran in to je bilo pač nekaj 1000 evrov denarja in se potem glih poklopilo, da je to bila ena punca, ki sem jo spoznal na snemanju videospota in sem videl, skozi kaj so ljudje šli v tistem času in mi je bilo tako nepredstavljivo. In najlepše darilo, ki sem ga dobil v življenju, bi rekel, da je to, da sem recimo ta družina si je potem kupila novo peč ogrevalno in še nekaj novih stvari, da so lahko čez zimo bili s to novo pečjo enostavno in se pač ogrevali. In so potem vsi prišli na en koncert in mi je njihova babica narisala eno sliko, ki mi ogromno pomeni in je v bistvu mama, ko je videla to sliko, je rekla, Žan, to pa res tebe prezentira. In je v bistvu en angel, moški, ki je angel in lovi eno punco v rdeči obleki, ki pada. Ne. In to je recimo neka stvar, ki take stvari mi ogromno pomenijo. Ne. Lepo. A imaš obešeno? Imam jo obešeno doma. Ful lepo. Zelo lepo. Prehajamo pa v praznični čas, ne? In s tem že lahko nekako pričakujemo, da na radijske postaje pa med najbolj poslušane hite prihaja tvoja pesem Snežinki. Na srečo, v bistvu to zdaj postaja že en evergreen, ne? Jaz rečem temu, od tega, da jo izvajajo zabavni, kot tudi narodno zabavni bendi. To mi je res lepo slišati. Moji kolegi fehtarji jo recimo igrajo, mislim na vsakem koncertu. In ta pesem, ne vem, če sem to že povedal kdaj, ampak ta pesem je zadnja na albumu Iz moje sobe in sploh ni mislila biti single. In potem, ko sem ta album izdal maja leta 2020, je največ nekako naravne pozornosti dobila ravno ta pesem, Snežinki. In čez celo poletje so ljudje poslušali Snežinki. In pol je prišla jesen in sem dal še en single in ni bil preveč uspešen. In pol smo rekli z ekipo, pa ajde, dajmo te Snežinki posneti en spot. In smo pol res posneli in ta komad je najbolj uspešen komad na tistem albumu potem postal. In včasih res ne veš, ne, v bistvu. Oziroma nikoli ne veš. No. Nikoli ne veš, a bo pesem uspešna. Kako se bo poklopilo na koncu, ja. Itak. Ja, pa se je bil čas, da dobimo neko novo, to božično, ne? Se mi zdi, da imamo res tiste starejše v mislih, pa da je nekaj svežega. Te klasike, silvestrski poljub in to misliš. Ja. Na božično noč in to. Ja, to so res še vedno so super. Pesmi, ki bodo ostale, ne, in jaz si samo itak največ, kar si lahko umetnik želi, je to, da njegova pesem ostane. Ne. Ja. Še mogoče po njegovi generaciji. Mogoče le. Nikoli ne vemo. Ja, sej, tako si rekel, da ne moreš vedeti. Kako pa recimo gledaš na svoje pesmi iz čistega začetka?
podobno kot na Malega Žana sem gledal. A veš, od začetka mi je bilo, tako malo sem se sramoval mogoče tega, vsaj v nekem obdobju mojega življenja, ko sem bil tako, zdaj pa je treba nekomu dokazati, zdaj pa treba vsem dokazati, da sem jaz tudi glasbenik, ne. In pol, ko to spustiš, ne, to je v bistvu, nekako si jaz predstavljam, en ego te prevzame lahko, ne, na nek način, ko hočeš nekomu nekaj dokazovati. Zdaj, ko pogledam te pesmi, rad jih poslušam in si rečem, gledaj, kam si prišel. Ne, vsak je nekje začel in vsaka čas, da si takrat sploh začel, ne, ker verjetno, če ne bi takrat izdal pesmi, Bog ve, če bi se razvijal in v kakem tempu bi se razvijal, ne. In to je, ker to vsakega umetnika kdaj pa kdaj zadane, ne, da ko ustvarja neko pesem, pa je že končana, pa se ti skozi cel proces zdi the best, pol pa pride moment, da je treba to izdati, pa ni več the best. To zdaj pa je treba spet malo spremeniti in pol na koncu se lahko ujameš v to, da nikoli ni končal in nikoli ne izdaš in nikoli bolj ni nič, ne. Tako da, ja, včasih se jim tudi nasmejim mojim pesmim in tudi iz fore jih na koncertu zapojem. Mojo prvo pesem Dajem ti vse. Pejte jo poslušati, Žan Serčič, Dajem ti vse. Zdaj imaš že čist preveč stvari za pogledati za nazaj. Morali si ti vzeti malo več časa, ja, za ta podcast in za vse intervjuje še odprej in vse komade. Se pa spomnim, pred 2 letoma je bilo glih obdobje, ko je zelo veliko ljudi zanimalo samo tvoje ljubezensko življenje. Se mi zdi, da takrat si bil še zelo dosti na udaru, intervjuji so bili v tem. Pa se mi zdi, da si zdaj začel malo bolj paziti na svojo zasebnost. Ne vem, kaj točno se je zgodilo, da sem jaz začel bolj paziti, enostavno pač ne govorim o teh privatnih stvareh. Več na intervjujih govorim o ful globokih stvareh o sebi in moji osebnosti. Ampak vse te ljudje, ki so mi blizu, nekako to šele potem, ko sem bil starejši, bolj sem videl, da je to pač enostavno, ker vsak eno nevidno pogodbo, kar podpiše, da je del medijskega sveta, ko vstopi v moje življenje. In na to niso vsi pripravljeni, niti ne želijo biti del tega, in potem to lahko vpliva na osebne odnose, zato sem rekel, da se malo oddaljim od tega. In ljudje, v bistvu mojo publiko to ne moti nič, ne. Če bi jaz videl, da to mojo publiko kakorkoli zmoti, bi mogoče razmišljal drugače, ne. Ampak, ja, mogoče čist konkretno, pred 2 letoma so me mogoče malo bolj seksualizirali v medijih, zdaj pa sem vesel, da vedno bolj pomembna postaja tudi moja glasba in moja sporočila skozi glasbo. Pa verjetno tudi tvoji poslušalci čutijo, da vseeno daš del sebe, da ni zdaj treba biti vse, to pa to, ampak neka svoja čustva in jim je to dovolj. Ja, čustvo in tudi neboj in mislim, ta naboj seksapila in neke karizme, ki je pač del mene, to še vedno se odraža na odru, ne. Ampak ni pa to zdaj glavna stvar in tudi edina stvar mogoče, oziroma vsaj ne bi si želel, da bi me kdo tako, oziroma da bi to bila moja prezentacija samo, ne. Je spada zraven, sigurno, ne, ampak ja, tako kot si rekla, no, pred 2 letoma je to bilo mogoče malo bolj na udaru. In vse skupaj se je začelo, sem v bistvu sam kriv, ne, zato ker se je vse skupaj začelo to, da sem dal en intervju, ki je potem rezultiral v en članek, Žan Serčič postal samski po 3 letih in se je odselil v Ljubljano. In to je potem se kotalilo po medijih 1 leto, se mi zdi, ne. Sem več že bil ful naprej in takrat sem se začel zavedati v bistvu, skozi se omenja tudi zdaj tudi mojo bivšo punco, nekako nisva nikoli imela pogovora o tem, kako je to njej, ne, ampak sigurno ni najboljše, ne. Ko enostavno neka oseba postane del neke medijske zgodbe. Pa ne želi biti verjetno, ne, v prvem planu. Ja. Tako da to je
To je neko moje razmišljanje potem k temu privedlo. Sem malo bolj zadržal, mogoče, kar se tiče tega. Ja, glede takih konkretnih stvari, katere veš, da bi lahko pristale v naslovu. Ja. Ampak vseeno pa daješ del sebe in se mi zdi, da to je pomembno, da si iskren pa pristen. Tudi meni. Vse najdejo kakšne članke. Ne? Jean Serčič viden v savni z neko lepotico ali pa karkoli. Ne? Ampak dokler ostane v teh mejah, ok. Verjamem, ja. Prišla smo na zadnji del, zdaj se pa ne spomnim, ali smo ga takrat tudi imela kratko vprašanje, ali ne. Ne vem, če sem že takrat to počela. Nisem cel intervju poslušala takrat. Ne vem, ampak dajva danes preveriti, kako gre v kratke vprašanja. Kakšni so tvoji kavni trenutki? Sem te pozabila na začetku vprašati. Kavni trenutki? Redko spijem kavo sam, rad jo pijem z nekom skupaj in potem to je ponavadi na nekih sestankih. Gled, tak dober pogovor mava namreč, da sem pozabil kavo piti. Skoro celo kavo imam še. Ja, pa tam si piješ sam, ker jaz nisem bila več razpoložena še za eno. Ja, ampak ker je glih ob kavi, ne. Tako. Pa dajva, sem rekel. Glede na to, da si mi že zaupal, kdaj si se danes vstal, zdaj že vem, ali si jutranja ali nočna ptica? Sem nočna ptica. Tako da, tako sem že prej omenil, radijski in televizijski intervjuji so mi lahko včasih muka, po drugi strani veselje, ampak ja, iskreno. Evo. Ja, danes sem se vstal za vse, ki niste prej slišali, 8:25. To je že hitro. Pa tudi ta intervju ni tako zgodaj, ker je ura 4:30. No, se pa moji možgani dostikrat prebudijo tako 9 zvečer. In potem začnem in padem v ta kreativni cikl in lahko pišem do 2 zjutraj. No, evo, pa lahko malo dlje spiš. Ok, hvala. Ali si takšen človek, da obžaluješ dogodke iz preteklosti, ali misliš, da se je vse naredilo z razlogom? Vse, da se je zgodilo z razlogom. Čeprav si včasih pa malo, kaj si že rekel, da si se sramoval malega Žana, ampak... Ja. To je neka moja, bom rekel, instant reakcija, ne? In vzorec, ki ga pač nosim s sabo že iz otroštva, dokler se ga nisem zavedal, je to bilo malo bolj, me je to malo bolj spremljalo, ne? In sem potem v nekih trenutkih bil včasih po kakšnem intervjuju ali pa po kakšnem koncertu celo bil nase lahko jezen in imel ta konflikt sam s sabo, zakaj si to rekel, zakaj nisi tako zapel, zakaj si to bi mogel boljš, to bi mogel tako. In to je nekaj, kar marsikdaj počnemo, mislim, da ljudje, ne, da nismo sami s sabo sočutni. In šele kasneje, zdaj, ko sem starejši, vidim, da je vse res z enim razlogom. Vedno se pa iz neke najtežje stvar, ki mi je bila najtežja v življenju, se je pol zgodilo nekaj najboljšega po drugi strani. Je že tako moralo biti. Jaz to verjamem. Jaz tudi. Kaj te najbolj usreči? Težko mi je to povedati, zato ker jaz verjamem v to, da človek mora sam verjeti v svojo srečo in za njo poskrbeti. Ne? In sreča je v bistvu eno stanje, v katerem si in za katerega se odločiš vsako jutro, ko se zbudiš. Ampak mislim, da vem, o čem govoriš in mislim, da če bi lahko povedal, kaj me pač osrečijo me trenutki z mojo družino, z mojimi bližnjimi, osrečijo me momenti, kot je to, ko mi nekdo pove, kako se jih je pesem dotaknila, ki sem ji napisal, kako jim je nekaj odprla, kako je zbližala mogoče nekoga med sabo. In ko vidim ljudi jokati, ne, na koncertih, čeprav jočejo, vem, da je to nekaj dobrega. To so recimo momenti, ki me osrečijo. To so neke, in recimo moment, kot je ta, da sem dobil sliko kot darilo. Lepo. In pa še zanima me, se spomniš komplimenta, ki je bil najlepši, ki si ga prejel, da se ti je res vtisnil v spomin? Dobil sem zdaj en stavek, ne vem, če je glih kompliment, ampak to mi je bil en izmed najlepših stavkov. Žan, ti si res zaslužiš vse dobro. To.
To mi je bil en izmed najlepših stavkov. Zelo lepo. In Ja, se je ker, pa. a veš, v resnici ne verjamem v to, da si bilo kdo karkoli zasluži, ker potem si mogoče lahko mislimo, ja, pa zakaj nisem to dobil, jaz si zaslužim si to, ne, ampak ko nekdo drug reče in te vidi v taki luči, da ti reče, ti si zaslužiš vse dobro, to se me je dotaknilo nekje globoko takrat, Ja. ko sem to slišal. Tako da to mi je bil en tak v resnici kompliment, ker to pomeni, da oseba v tebi vidi nekaj dobrega. Tako. Zelo lepo. Najlepša hvala za tale prijeten pogovor, zdaj pa lahko kavico spiješ. A imate kako mikrovalovko, nekaj, da malo pogrejemo? Hvala tebi, Živa. Res lep pogovor in kaj, čez 2 leti spet? Ja, očitno bova imela periodiko na 2 leti. Lej, vabljena še enkrat 25. aprila, Cankarjev dom in pa evo, še naprej tudi ti počni to, kaj rada počneš in se vidva ob priložnosti prvi. Ja.